Današnja novinarska konferenca je sklicana na osnovi dogodkov v Dogošah. Dovolite, da vam najprej pokažem nerazumno dejanje podjetja, ki ima v lasti oziroma v najemu zemljišče Mestne občine Maribor. In ko sem kot mestni svetnik seveda vprašal, kaj se tam dogaja, ali se morebiti je dovažala kakršnakoli zemljina in to seveda na popolnoma pravem mestu, to pa je mestni svet, so mi seveda kolegi, ki imajo v najemu to zemljo, dali tožbo, zasebno tožbo, kazensko tožbo in hkrati tudi civilno tožbo za odškodnino. Z vsemi zadevami okoli odvoza kontaminirane zemlje z področja Celja, področja Stare Cinkarne in izkopa Harvey Normana, ki je v neposredni bližini področja Stare Cinkarne, smo skozi vso zgodovino teh dogajanj v Celju res spremljali vsak dogodek, ki se je dogajal na tem področju. Moram vam povedati, da je področje Stare Cinkarne označeno kot najbolj onesnaženo področje v Sloveniji, da je to označeno strani strokovnjakov kot slovenski Černobil. V naši analizi, ki jo je naredil Inštitut za okolje in prostor, dr. Cvetke Ribarič-Lasnik, je 9 od 10 težkih analiziranih kovin presegli kritične vrednosti, arzen, svinc in cink za 1300%, kadmi za 600%, baker pa kar za 24krat ali 2400%. Ta zemlja onesnažuje okolje in pomembne podzemne vire Celja. Moram povedati naslednje, da je gospod Franc Ajhen se za enim izmed kamionov peljal iz Celja, ker smo želeli vedeti, kam to vozijo, ker imamo podatke, da so vozili tudi drugje po Sloveniji to zadevo, oziroma takšne gradbene odpadke tudi z področja Stare Cinkarne, ne samo Bukožlak. In gospod Franc Ajhen je šel za kamionom, se je peljal za kamionom do Maribora in je prav videl, kam so vozili to zemljo. Mi smo to izkopavanje opazili takrat, ko so začeli delati in smo videli, da zemljo odvaža izven Celja. Zato sem se odločil, pravzaprav v dogovoru z drugimi člani civilne iniciative, da gremo zasledovati. In sem se jaz peljal za njim do Maribora, do Dogoš, ker so vozili kiper v levo stran, en avto je pa kipno pred, zdajšnja žica je, zdajšnja ograja je, takrat še to ni bilo tiste ograje. Tako da tam blizu tistih bal, ko so delali tiste kup. Ostalo šlo pa vse na kup. No, kar je pa takrat malo sumljivo postalo, so malo ti ljudje, delavci tam videli, da opazujem, sem se pa raje pobral. Prav zato smo danes na okrožno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja po 332. členu Kazenskega zakonika. Ta ovadba je že poslana na okrožno državno tožilstvo zoper podjetje Gokop in gospoda Renata Hladeta, torej pravno in fizično osebo. In ta pravna in fizična oseba, mimogrede, tožita tudi mene, zato ker sem vprašal, kaj se tam dogaja. In razočaran sem, da mestna uprava na moje vprašanje seveda ni odreagirala. Še več, gospod Franc Kangler je ves čas trdil, da se na mesto Dogoš ni pripeljala niti trohica zemlje iz Celja. Kubični centimeter je izjavil. Zdaj se je ponovno pokazalo, če je to res, kar seveda trdita oba, in jaz še enkrat pozivam, da to tudi potrdita, da je še enkrat zavajal javnost in pred svojimi ljudmi lagal.